Najprej še enkrat legendarna, pravi slovenski primek, Davor Gutierrez bo govoril o Docker in kontejnerji realnost leta 2015. Ampak najprej niste dost upolnili ta material za nagradni igra. In to je škoda, ker so ful dobre darili. Ne bom povedal kaj, ampak je slasno. Saj piše kaj sem. Ja, če piše nam. Ampak je tako. No, torej, da ne boste pozabili za to narediti. Ampak najprej, malo boben, prosim. Davor Gutierrez še enkrat. Aplauzo, prosim. Hvala. Mislim, da je glas že malo boljše, ampak bi kar začeli. To drugo moje predavanje bi govoril o Dockerju in o kontejnerjih. Zakaj oboje skupaj, bom rekel, ker je oboje dokaj tesno povezano oziroma eno izhaja iz drugega. Povedal bi nakratko, kaj so kontejnerji, kako delujejo kontejnerji, kakšna je prenosljivost kontejnerja, kje je nasprotovanje med kontejnerji in virtualizacijo, kaj je sam Docker in kakšen je Dockerjev pristop do kontejnerjev. Skušamo povedati na čim bolj priljubljen način. Se mi zdi, da tudi tema ni neka komplicirana, glede na to, da tudi kot je Henrik v uvodnem nagovoru rekel, da je ta virtualizacija sama izhaja že iz 60-ih let. Torej, kaj so kontejnerji? So zelo stara zadeva. Poznajo, oziroma imajo jih vsi Unix-like operacijski sistemi. Torej, recimo FreeBSD, kolikor ste ga kadarkoli upravljali, ima JBoss, Solaris ima svoje zone, Linux ima recimo v zadnjih par letih tako imenovan LXC, torej Linux kontejner, in še kar nekaj drugih implementacij teh kontejnerjev. Recimo, kar precej let je bil popularen VServer in recimo še vedno je zdaj popularen OpenVZ. OpenVZ in VServer sta open source, torej brezplačna produkta. Obstaja pa še recimo kakšen postil produkt, kot je recimo Virtuoso, ki ima še določen management, ampak v ozadju oziroma spodnjem layerju uporablja OpenVZ. Torej, kako kontejnerji delujejo? Torej, kontejnerji vseh naštetih oblik izolirajo in enkapsulirajo aplikacijski nivo od samega gostujočega sistema, torej od host sistema, od našega glavnega Linux Unix sistema. Če si želimo predstavljati, kaj kontejner je, kontejner si lahko zelo enostavno predstavljamo kot operacijski sistem v gostujočem, torej host operacijskem sistemu, katerega lahko enostavno namestimo, poganjamo različne aplikacije in ta naš kontejner se v vseh pogledih obnaša kot navadna virtualna mašina, kot virtualni server. To emulacijo omogoča Linux kernel in LXC projekt, torej Linux Container projekt, če že govorimo o LXC kontejnerjih, ki nam prinaša tudi recimo različne predloge različnih guest mašin, torej gostov in recimo same uporabniške vmestnike za ta celoten tako imenovan lifecycle management. Teh uporabniških vmestnikov bom rekel, da ima skoraj vsaka distribucija že svoj neki dodelan uporabniški vmestnik, nekateri uporabniški vmestniki so tekstovni, tuji vmestniki, nekateri so GUI vmestniki. Jaz bom vam tu na koncu pokazal enega grafičen vmestnik, kateri je še, bom rekel, tudi v razvoju v tako imenovanem Project Atomic projektu. Torej, kakšna je pa prenosljivost samih kontejnerjev? Kontejnerji dobesedno odklopijo aplikacijo od gostujočega sistema in jo s tem naredijo prenosljivo med vsemi sistemi, ki uporabljajo določeno vrsto kontejnerjev. Torej, če govorimo mi o LXC ali pa OpenEasy kontejnerju, lahko dobesedno tisti kontejner shranimo z določenim enostavnim ukazom, shranimo v targz obliki, preselimo kontejner na drugo virtualno mašino, ga tam odpakiramo,
dvignemo in zaženemo. Pač tudi shranimo konfiguracijo samega kontejnerja in na enostaven način ta kontejner uporabljamo na drugi fizični mašini. Zato tudi, ko bomo pozneje govorili o Dockerju, je zanimiva ta zadeva. Vprašajo, ja, kaj bi podelal klasnik Dockerja oziroma selitev, failover Dockerja, ni? Enostavno. Preko SSH-ja oziroma SCP-ja pač dobesedno kopiraš kontejner, Docker kontejner ali tudi LXT kontejner na drugo mašino, ga tam odpakiraš, pa dvigneš gor. In bo pač zadeva delovala čisto enostavno. Uporabnik mora imeti pač na drugi mašini kvečemu nameščen minimalen host, torej gostujoč operacijski sistem. Potem pa ima LAMP, recimo LAMP stack, torej Linux, Apache, MySQL, PHP in recimo elektronsko pošto pa pač v nekem kontejnerju. In kolikor gre z samim postom karkoli narobe, pač to tudi zelo enostavno pač preseli. Aplikacije v kontejnerjih so povsem izolirane in uporabniki lahko pač uporabljajo različne verzije PHP, Apache in podobno, pač s čimer pridobimo fleksibilnost instanc, kot jih poznamo v oblaku, pač te instance lahko enostavno in hitro kloniramo, selimo in arhiviramo, kot sem tudi rekel. Nimamo probleme z nobenim arhiviranjem, torej z backupom, selitvijo in podobno. Vse se naredi na ravni samega Linux operacijskega sistema zelo enostavno in zelo hitro. Potem pride vprašanje, ok, zdaj sem pa povedal vse o kontejnerjih, kako delujejo, je zelo enostavno uporaba, pa povejo, ja, kaj pa virtualizacija, ne? A ne omogoča vsega navedenega tudi virtualizacijo? Ja, omogoča, ampak na račun samih performans in fleksibilnosti sistema. Razlika med kontejnerji LXC pa recimo med full virtualizacijo, med virtualizacijo pač je ta, kontejnerji ne emulirajo hardverskega nivoja in uporabljajo tako imenovane C-grupe in namespace, pač Linux kernela. To boste najlažje videli, ko boste pač zinstalirali hosta za kontejnerje, boste videli pač malo tam direktorij oziroma file sistem, ki se imenuje C-grup in podobno in boste rekli, aha, to pa so pač tu kontejnerji tudi dvignjeni, ne vem, ali LXC ali kaj podobnega. In pač z uporabo C-grup in namespace od pač samega Linux kernela kreirajo tako imenovano lightweight virtualizacijsko okolje operacijskega sistema z skoraj, kot pravijo, bare metal hitrostjo. Res, kerneli so proti full virtualizaciji oziroma proti virtualizaciji zelo hitri. Recimo tudi Dockerjevi kontejnerji se pač, ker to samo aplikacije dobesedno rebootajo v sekundi dveh. Pač, to nam pač v osnovi povsem spremeni način virtualizacije strežnikov in aplikacij, saj so, pač kot sem rekel, kontejnerji mnogo hitrejši. Ok, zdaj pa drugo vprašanje, katero sem slišal že, ali virtualizacija izumira. Ne, virtualizacija pač ne bo izumrla, kolikor potrebujemo ne Linux operacijske sisteme. Še vedno pač virtualiziramo, ne vem, se gremo do Solarisa, virtualiziramo Windows operacijske sisteme, karkoli drugega in pač virtualizacijo bomo še vedno uporabljali. Ne, pač Docker plus Linux kontejnerji, pač lahko jih uporabimo že v obstoječi virtualizaciji. Mnogo jih recimo uporablja VMware virtualizacija ali uporabljajo cloud storitve, kot so recimo CloudStack, OpenStack in podobno. V teh sistemih ima pač Linux operacijski sistem, torej Linux hoste oziroma Linux virtualne strežnike oziroma bile, kot temu rekli, tudi VPS-e in v VPS-u ima dvignjen Docker in Docker ima dvignjen za točno določene instance, ne vem, recimo programske opreme, ne. Recimo zdaj popularjen je recimo JBoss in na JBossovi spletni strani oziroma na Wildflyovi spletni strani, pač kot se imenuje zadnja verzija, lahko downloadamo Dockerjev kontejner za Wildfly, torej za JBoss. In pač ta Docker kontejner dvignemo v našem Dockerju in pač uporabljamo samo to eno in edino aplikacijo. Ok, zdaj sem nekaj povedal o Linux kontejnerjih. Pač, zdaj pa vprašanje, kaj je Docker. Docker je pač projekt narejen leta 2013 strani .clouda. Jaz se spomnim, ko sem prvič proval Docker, ne, vedem Dockerjevo spletno stran, so rekli, ja, pač to nekaj napišeš, poštartaš to aplikacijo, pa bo se štartal en imi, pa bo ti napisal Hello World. Mislim, zakaj bi človek to začel uporabljati, ne? Dobesedno nekaj časa nisem videl smisla sploh uporabe tega, ne. Potem sem pač malje raziskoval, pa kot bom tudi prikazal, tudi boste videli, da je pač zadeva zelo zanimiva.
Pač dokler je na začetku, mislim, da do verzije nič.9.2 bil baziran na Linux kontejnerjih, zato pač to predavanje se tudi tiče Dockerjev in kontejnerjev. Ustvarjen je bil za kreiranje posamičnih single aplikacijskih kontejnerjev. Kaj to? Bom povedal. Sedaj Docker več ne upošteva LXC knjižnic, ampak uporablja knjižnico, ki se imenuje libcontainer, pač in ta knjižnica tesno sodeluje z Linux operacijskim sistemom. Pač rekli so, želimo se malo ločiti od Linux kontejnerjev, pa bomo pač svojo knjižnico naredili, pač pa bomo uporabljali svoje stvari, ne? Kaj mi tudi odlično uspelo od verzije, mislim, da nič 9.3 navzgor. Zakaj govorim verzije? Zaradi tega, če boste instalirali Ubuntu 12.04 ali Ubuntu 14 ali CentOS 6, ko boste še vedno po defaultu iz javne repozitorije uporabljali stari Docker. Torej, Docker, kateri je bil narejen pred to spremembo. Komaj zadnje verzije operacijskih sistemov, kot je recimo CentOS 7 in podobni, oziroma najnovejši Ubuntu uporablja ta novi Docker verzije 1 nekaj. Docker nam je pač predstavil pač različne koncepte uporabe in pristope do nam že vseh znanih kontejnerjev. Pač mi smo do sedaj kontejnerje uporabljali kot navadno, pač kot navaden VM, torej kot navadno virtualno mašino, ne. Docker pa rekel, mi ne bomo kontejnerje uporabljali kot navadno virtualno mašino, mi bomo torej ne kot IaaS, torej Infrastructure as a Service, ampak bomo pač Docker uporabljali kot recimo programsko opremo kot servis, ne? Mislim, da je to PaaS, če se ne motim kratica. Torej, Docker je pristop, Docker je spremenil miselnost, kateri pravijo container as an application. Pač pri teh kontejnerjih pač imamo pač eno terminologijo, ki je zopet, kot sem rekel, CloudStack na določeno terminologijo, OpenStack ima zopet določeno terminologijo, in zakaj bi pač imel nekdo tretji isto terminologijo, je Docker rekel, pač imamo pač novo terminologijo. Pač te 4 termine se velja zapomniti. Layered containers, single application containers, separate states, pa registry. Sedaj bom pač povedal, kaj tudi je. Layered containers, pač iskal sem, kako bi na enostaven način povedal, kaj je layered containers. Verjetno mi ne bi uspelo tudi zaradi mojega glasu danes, tudi zaradi tega, ker nas čas vaši bolj ali manj. Bom rekel, izredno kompleksna zadeva. Napišite layered containers v Wiki, je ogromno od tega zapisano. Zato nakrat, kaj so to? Docker uporablja pač za izgradnjo kontejnerjev 3 tipe, bom rekel, file sistema. Po default uporablja AUFS, uporablja potem lahko tudi device mapper, malo sem se zatipkal, device mapper, in kot tretjega najnovejšega uporablja BTRFS, torej file sistem, ki je prišel, bom rekel, v splošno uporabo zadnjih par let, recimo 2 leti. Ene distribucije Linuxa ga ful uporabljajo, pri enih še pač ni podprt in tam, kjer smo mi postavljali Docker, je pač smo ga vse posod postavili z BTRFS-jem. BTRFS je file sistem, v katerem na enostaven način delate snapshote in podobno in pač vsak kontejner, torej Docker je app kontejner, se naredi v svojem BTRFS file sistemu, tako da na enostaven način delate snapshote, selitve in podobno. Pač zaradi tega je zelo dobro podprt. Potem ena zadeva, katera je zanimiva. Docker kontejnerji so tako imenovani read-only nivoji datotečnega sistema. Torej, načeloma ga ne morete spreminjati oziroma lahko v njem spremenite zelo malo zadev. Recimo ena taka zadeva je network, ne. Če dvigneš kontejner, zaradi tega, ker so v Docker kontejnerjih vse mreže v ozadju NAT-ane, torej uporabljajo NAT, Network Address Translation, ne, pa si misliš, ma nič, saj bom jaz pač spremenil konfiguracijo mreže, ne gre. Recimo, network file na samem Linuxu OS-u pač se ne da spreminjati, ne. Torej, Docker kontejner je read-only in samo vrhnji nivo tega kontejnerja je tako imenovani read-write. Vrhnji nivo ima tako imenovane prehodne podatke, ki se zapišejo ob potrditvi, torej ko naredimo commit celotnega kontejnerja. Čemu je to podobno? Vsi smo recimo flashali kakve ruterčke in ruterčki ima eno skupljen operacijski sistem in ko smo karkoli spreminjali, smo commitali podatke, se je to zapisalo v flash. Recimo ta layered container deluje na rahlo podoben način oziroma je mogoče tu najbližja primerjava.
Potem single application container, torej zadeva, zaradi katere je Docker bil sploh narejen. Ne? Pač Docker kontejner je omejen na en proces. Kaj je zdaj to? Ne? Torej, ni dizajniran za tako imenovani multi-app, torej za multi-aplikacije, ni dizajniran za procese ali servise, kot so recimo, ne vem, init, cron, syslog, SSH. Kaj to pomeni? Celo SSH, ne? To pomeni to, da če recimo downloadamo image Wildflya, torej JBossa, pač to primer si dal, ker smo ga tudi nazaj ne uporabljali, ne? Do tega strežnika nimamo SSH konzole. V ta strežnik lahko vpademo na način, kot da bi vpadli preko serijskega terminala. To je pač edina varianta. Lahko bi notko instalirali SSH, ampak to več tem ni single application container. Torej, recimo, kot sem zapisal pod tretjo točko, ko sem se jaz prvič srečal z Dockerjem, se mi je dobesedno podrl celoten koncept delovanja strežnika, kot sem ga imel do sedaj. Pač vsi vemo, ko instaliramo Linux server iz nekega ISO medija, se pač naredi instalacija, dobimo pač ukaznik prompt, se prijavimo, preko SSH se prijavimo, teče init proces, pod init procesom so guilty procesi, štartajo se različni servisi oziroma demoni in imamo pač cel Linux server. Ne, tukaj ni tako. Bom vam pač prikazal, kako to zgleda tukaj. Torej, primer. Želimo postaviti LAMP, torej zopet Linux, Apache, MySQL, PHP, potrebujemo 3 kontejnerje. V enem bo pač tekel Apache, v enem bo tekel MySQL, v enem bo potekel PHP. Ker če želimo uporabljati single application container, ne moremo PHP, pač mod PHP ali PHP FMG uporabiti skupaj z Apacheom v enem kontejnerju, ker sta to 2 procesa, recimo, ne. Pač lahko bi pač zadevo postavili v en kontejner, ampak s pomočjo različnih shell script, s pomočjo različnih proces managerjev, ampak z tem bo Docker izgubil ves smisel. Ne? Celi smisel single application containerja in podobnih zadev je ta, da bomo zelo enostavno prenosljivost celotnega sistema in da kolikor en kontejner umre, da drug kontejner dvignemo dobesedno 1, 2, 3 na sistemu in ga začnemo uporabljati. Ne? Potem tretji del je tako imenovani separate state. Sam Docker loči podatkovni del kontejnerja od same aplikacije. Tako imenovane persistent data, torej podatke, zdržujemo izven samega Docker kontejnerja v tako imenovani data volume only kontejnerji. Pač to je strogo ločeno in data volume only kontejnerji so recimo read-write kontejnerji, medtem ko je pa, kje so persistent data, je pač read-only in ga ne moremo načeloma spreminjati in podobno. Potem četrta, najbolj zanimiva zadeva je pa tako imenovani registri. Pač sam Docker omogoča tako imenovane javne in privatne registre slik, torej imidžov. Iz teh registrijev, v katerih je res ogromno, lahko delamo pull ali push slik. Torej lahko naredimo svoj imidž, ga pushamo, oziroma iščemo določen imidž in ga pullamo, torej si ga namestimo na svojo mašino. Slike, torej imidži so read-only nivoji, s katerimi pač zaganjamo točno določeno aplikacijo. S pomočjo registra enostavno združujemo in delimo pač različne aplikacije med različnimi uporabniki in pač Microsoft je tudi objavil, da bo Docker kaj kmalu dosegljiv tudi v Microsoft svetu. Ste bi rekli, da bo to res kmalu, ne. Zdaj, recimo, kaj je pač tista pomanjkljivost Dockerja? Recimo, ko smo se prvič srečali z njim, pač niti mogoče ne prebereš oziroma nisi pozoren na to, da je celoten Docker za NAT-om, torej uporablja NAT. Torej, bridžan interfejs pa NAT interfejs se pač na samih Dockerjevih strežnikih, zato se moramo posluževati kako se imenuje, port forwardinga in podobnih zadev. Pač to je prva zadeva, katera nas zmoti. Ne? Potem druga zadeva, katera nas zmoti, je tisto, kaj sem pač na začetku rekel, da ni enostavnega načina, kak v aplikacijskem delu, torej tam, kjer je read-only novo, zamenjamo, ne vem, recimo IP mrežne kartice. Ne? Ker kot dvignete sam Docker, je v sami konfiguraciji Dockerja že zapisano, pač za dostop do Dockerjevih mašin boš uporabljal
ta IP naslovni prostor po temelju DHCP-a in ko se dvigne Docker mašina, bo tvoja Docker mašina dobila IP iz tega DHCP nadranga. Pač obstajajo potem ene, bom rekel, shell skripte, ena skripta zelo popularna za uporabo se imenuje PIP, s katero pač na točno določen kontejner spremenite te zadeve, oziroma v samem kontejnerju z pomočjo hackov, tweakov in tako dalje spremenite fajle, kateri so odgovorni za kreiranje Docker kontejnerjev. Pač to so še tiste slabosti, ki zahtevajo ogromno manipulacije potem tekstovne konzole oziroma z komandami oziroma ukazi samega Linux operacijskega sistema. Potem, kot sem rekel, recimo enako kot velja za LXC kontejner, velja tudi za Docker. Teh management orodij za kompleten, bom rekel, life cycle management samega sistema je bolj malo. Pač najlažje bi bilo pač po svojih zahtevah napisati eno svoje orodje in pač ga tako uporabljati. Če se prej spomnite, sem kazal CloudStack, recimo podpira LXC in podobno, ampak to še vedno ni tisto. Recimo najbliže uporabnosti oziroma da zadeva deluje, podpira različni clustering, selitve mašin, podobno je tako imenovan projekt Atomic, katerega delajo pri Fedori oziroma je na voljo za Fedoro pa za vse ostale Red Hat like Linux distribucije in tam se pač te zadeve na enostaven način naredijo. Zato bi tudi zdaj prikazal, kako ta projekt Atomic izgleda, da boste dobili občutek, kako se celotni zadevi streže. Tu sem pač na eni mašini, kjer laufa ta projekt Atomic, pač če gledamo procesno tabelo, dobesedno ni nič posebnega, pač en Linux operacijski sistem, pa se nanj prijavimo preko web konzole. Potem recimo Docker postaja vedno bolj popularen in smo tudi pač rekli, glede na to, da ga začenjajo pri teh velikih ponudnikih cloud storitev tudi tržiti, zakaj pač ga ne bi uporabljali tudi pri nas. Recimo za kakšni developerji ali kaj podobnega je zadeva idealna, tudi za kakšne one-thread aplikacije pač tudi zadeva zelo uporabna. To je tako imenovani vmesnik cockpit, v katerega pač na enostaven način našopate, koliko želite vaših strežnikov. Pač tu imam eno Fedora 21, ker je bilo pač za demo predstavitev najlažja instalacija. Če bi imel kakrškoli drugo Fedoro, CentOS 7, Red Hat 7 ali kaj podobnega, bi ga na zelo enostaven način tudi dodal. Recimo, če si pogledamo Fedora 21, pač cockpit ni samo vmesnik za konfiguracijo Dockerjev, ampak pač za konfiguracijo celotnega serverja, recimo imamo servisi, ki so pač na voljo. Servisi, se pravičujem, že sem kliknil networking, pač dodajamo različne dodane priče, bonde in podobno. In recimo lahko točno določene servise tudi štartamo, in pač bomo štartali kontejnerje, stan Docker, smo štartali Docker, če sedaj pogledamo networking, vidimo, da imamo še zraven osnovnega mrežnega interfejsa, še mrežni interfejs z imenom Docker, ki nam pač dodeljuje IP-je iz tega naslovnega prostora. Recimo, v samem Dockerju sem že včeraj, oziroma predvčeraj, pullal en image za CentOS 7, lahko recimo naredimo pull še za kakšen drug image, recimo bomo dali name, recimo napišemo JBoss, če smo že prej o njem govorili, če bo kaj našel, pa smo našli, Firefly application server image, Ruby application in tako dalje, pač Tutum JBoss image,
kateri recimo posluša samo na portu 8080 in 9990 in podobni tem, recimo, če napišemo CentOS, vidimo pač CentOS image recimo z SSH pristopom, CentOS image z instaliranjem Apache, PHP, Memcachom, PHP, APC in podobnimi zadevami, ampak brez SSH-ja in podobno. Če želimo ta image prenesti k sebi, pač naredimo čisto enostavno download, zdaj ne vem, kak je tu hiter internet, zato sem si raje downloadal že to mašino in imamo recimo tukaj en stopiran Dockerjev image, pa ko pa pač naredim nov Dockerjev image, damo run, pač kontejner name si on vedno sam izpiše, kateri ukaz se bo izvedel ob štartu, torej bin bash, lahko mu določamo memory limit, super priority in pač da nam omogoča dostop preko terminala. Recimo, izberemo run, bom ga že štartal, imamo tu tega spodnjega romantik Einstein, ta image, prijavimo v image. Evo, pa smo notri v samem imidžu, ker smo pač odklikali, da želimo videti terminal, to je CentOS 7, da pogledamo v procesno tabelo. To je to, ne. Laufa samo bin bash, kot smo povedali, ne. In drugega ni, kot vidite, jaz sem tukaj root uporabnik, torej če napišem tisti, kateri delate z Linuxom, PSA, UX, bi mi mogel zlistati čisto vse procese samega operacijskega sistema. Ampak tu laufa samo bin bash, torej samo bash lupina in nič drugega. Na enak način, če bi zagnal tisti Wildfly, image bi laufal samo JBoss in zopet nič drugega. Enako bi lahko naredil z različnimi bazami ali kaj podobnega. Recimo, če pogledamo file system strukturo, ne, pa vidimo, direktoriji in te zadeve, struktura teh direktorijev je enaka kot na čisto vsakem Linuxu, ne, pač ker struktura mora biti, ampak večina direktorijev je povsem praznik. Notri so nameščene samo tiste knjižnice, ki jih nujno moramo uporabljati. Zato je zadeva tudi tako hitra, saj reboot, možno da nima niti ukaza. Ja, saj je prijetno pa shutdown minus now. Vse se že možno dodvigne nazaj, ne. Ne, vse ga niti ni upošteval, pač imidže lahko stopiramo, jih selimo karkoli, načeloma jih nikoli ne stopiramo, ne, ker jih lahko samo suspendaš oziroma pauziraš. Določene zadeve lahko delamo preko tega vmesnika Cockpit, drugače pa sam Linux OS oziroma Docker ukaz uporablja kar precejšnjo sintakso, samo sekundo, da se prijavim. Ja, še vedno IPv4, ne, vejc ne pozna. Docker ukazi, ne, in pač to so že recimo samo tisti osnovni Docker ukazi, imamo ne vem, start, stop in podobne ukaze, vse lahko tudi menedžiramo preko tega, oziroma preko tega lahko delamo mnogo več stvari kot preko recimo vmesnika Cockpit, ampak recimo ta vmesnik nam zelo olajša delo, ne. Kot sem rekel, prenosljivost Dockerjev je zelo dobro, ne. Show, vidite, moj IP je pa 172.17.0.2, ne, za 16-bitno masko, torej glede na to, da je tisat 192.168.1.8.2.1.3.2, moja IP adresa je pač tonatana IP adresa iz ranga tistega networkinga, katero načeloma ne moremo spreminjati, ne, tudi če pogledamo, recimo, da je to CentOS 7, če pogledamo, kje so skripte za mrežo, imamo res zapisano IFCFG ETH nič, je res zopet minimalna, DHCP on bootjes pa ime device-a, to skript zopet ne moramo spreminjati, ne. Pač
to je tisto posebno zelo, ker je pač morate najti njihov namen. Ne. Vsaj poznaj po kosilu, ne vem, ravno damo en imič, recimo, kateri vas zanima, pa vam pač se malo več tudi prikaže, recimo, če tu damo en imič, ki je tukaj imenovan lamp imič. Jih imamo kar nekaj na voljo, ne. Recimo, določeni lamp imidži, recimo, kateri so na voljo, bodo nam postavili 3 strežnike, plus 4, ki bo pač data persistent volume in podobno. No, to je bilo, ja, časovno se nam je izteklo na kratko vse o Dockerju. Da, če bo kdo kako vprašanje. Kdo vprašanje? Produkciji kot redni bom rekel, da ne, bolje v testih bom rekel. Ravno v testih v povezavi z Wildflyem. Še kdo? To lepo, hvala. Tudi za organizacijo te Super Kongres. In toplo prosim. Povabim na oder naslednjega. Zdaj toplo dobrodošli za Grega Bremec od Software-G, kdo bo govoril od Red Hat CloudFront. To pomeni aplauza. Zdravo sem. Najprej hvala vsem kolegom, predhodnikom, ki so napeljali debato do te točke, kjer se lahko pogovarjamo o rešitvah določenih problemov. Zato tudi naslov predavanja, namreč nemamo eno težavo, ki se je začela pa že pred davnimi časi. Sicer najprej smo imeli podatkovni center, ki v teoriji izgleda takole. Človeku se kar srce stopine od lepote, ampak noben ne pomisli pa, da za tem stoji ogromno dela. In da je realnost ponovadi prej takšna. Zdaj, celotna slika niti ne toliko v smislu kablovja, ampak bolj v smislu dela povezanega s tem. V tradicionalnem data centru se vsak strežnik pravzaprav nekako obravnava kot naše dete. Manj smo vložili ogromno truda, vsako malenkost smo fine-tunali in tako naprej. In je poseben, tako kot vsi ostali. Potem smo to preobilico dela začeli reševati z virtualizacijo, ki je sicer določene probleme rešila, ampak brez nekega centralnega upravljanja pol situacije bi bila približno tako. Zato smo začeli uporabljati poslovne rešitve za virtualizacijo, oziroma Enterprise Virtualization Management, ki spet na določenem nivoju zadeve rešujejo, ampak prinašajo sabo pa druge težave. Sicer ponavadi so to zelo dragi produkti od nekega vendorja, ki pride k nam in hit na hit, takne nogomu do vrata, in jo počas malo se vrata razpre. Če pa že pravzaprav uspemo ostati pri osnovni ideji, gre pa za precej drage rešitve, ko v smislu same programske opreme, kot tudi pravzaprav infrastrukture, ki je povezana s tem. Večina Enterprise
pač zdaj še management rešitev zahteva nek enterprise storage tudi nas, ne. Da ne omenjam omrežje opreme, ki moramo tudi izraven, da vse skupaj deluje kot tistih demo filmčkih, ne. Zdaj zaradi cene, ne, se pa veliko podjetij odločilo za dual vendor strategijo, kjer uporabljajo ne samo enega, en produkt, eno rešitev enega vendorja, ampak za manj kritična okolja ponavadi vzame še enega cenejšega, ampak razastonskega, ne. Kar pa spet prinaša določene probleme zaradi primerljivosti okolja in zaradi life cycle managementa, ne. Se pravi, mi želimo stvar, ki je zrela za produkcijo, prenesti v produkcijo, pa imamo spet en kup ovir zaradi tega, ker bomo upravljali z drugimi tehnologijami, ne. Poleg tega, ker uporabljamo druge tehnologije, pride in druge rešitve, konec koncev na teh tehnologijah, pride tudi do bistvenih razlik v delovanju produkta, ne. Se pravi, en ponudnik bo imel zelo dolg seznam enterprise lastnosti svoje rešitve, ne, ki obljubljajo pravzaprav, da naš center, tudi če ga požgemo, ne bo nehal delati, ne. Medtem ko ta druga strategija, del strategije, ki uporabljamo, ta drugi vendor, ne, pa ponavadi ni toliko feature rich, ne. Kar pomeni, da spet imamo problem, če bi želeli poenotiti upravljanje s temi okolji, ne, ker kjerkoli rešitev, ki jo bomo uporabljali, bo morala dobro zastopati oba, ali samo morala pa zadovoljiti z največjim skupnim imenovalcem teh obeh okolij, ne. In na to smo začeli reševati zadeve z oblakom, ne. Spet ena taka zelo korektna reprezentacija tehničnih izzivov pri implementaciji oblaka, ne. Vse je lepo fino, modro, samo vržemo not pa dela, ne. Mogoče malo bolj realna slika je tale, ne. Imamo pravzaprav, ne vem, koliko se dobro vidi, ampak to je tudi del pointa, ne. Opravka z ogromno enim storitev, ogromno. Če gledamo tehnološki nivo implementacije rešitev v oblaku in teh tehnologij, toliko, da pravzaprav, če bi hotel v podrobnosti razumeti vse, kar je s tem povezano, ne bi rabil kar desetletja, da ne prelezeš do nekega nivoja. Medtem ko se nam pravzaprav vse skupaj predstavlja, ne ena tipka, ki jo pritisnemo in stvar deluje. Zdaj, vse to skupaj je pravzaprav problematično iz enih par razlogov, ne. Z vsemi temi okolji, ki jih imamo, vpletena v zgodbo v oblaku, kaj je tudi en kup kamer, ne. Imamo mreženje, pa imamo sistemce, pa imamo virtualizatorje, pa imamo potem oblačnike, kako bi jim želeli več, ne. In vsak je ponavadi ekspert za svojo domeno, ne. Zdaj, da ne omenjam zavornih ali pa pospeševalnih momentov, ki se znajo zgoditi med ekipami, če se te ne razumejo oziroma razumejo dobro, ne. Dajmo samo se biti na tehnološke zadeve, pa večkrat obdelati še oblak, preden zaidemo v detalje. Oblak je pravzaprav termin, ki se je razvil iz nekaj as a service termina, ki mislim, da ga je zelo pospešen v prejšnjem desetletju začel tržiti IBM. On demand, točno so imeli. Ne gre za te vrste oblakov, ne, ampak za tri pravzaprav najpomembnejše vrste, ki so infrastruktura, platforma in programska oprema na zahtevo oziroma kot storitev, ne. Zdaj, v primeru infrastrukture govorimo pravzaprav o okolju, ki nam omogoča ustvarjanje in zaganjanje in poskrbovanje navideznih strojev v oblaku imenovanih instanc. Strežniki, omrežja, oziroma strežnike, hramba podatkov in tako naprej. V praksi implementacija infrastrukture kot storitve, recimo Amazon, EC2, pa OpenStack, če gledamo on-premise rešitev, ki ga lahko postavim pri nas. Potem drugi nivo, ki mogoče po abstrakciji malo višji, je platforma kot storitve. Platforma je pravzaprav izvajalno okolje, ki ga ravno tako metrik, kako ustvarimo, spet za tem stoji, ker je abstrakcijski
nivo malo višji, potem spiše toliko več enih tehnologij, ampak ena taka simpatična izvedba je recimo Docker. Druga, mogoče zanimiva, Google App Engine, ta je nekako javna storitev. Ali pa mogoče OpenShift Enterprise, tudi on-premise platform as a service, predvsem usmerjen ponavadi v neke vrste razvijalska okolja, kjer imamo pravke z ogromno developerji. In najvišji nivo abstrakcije je software as a service. Recimo primeri bi bili Salesforce, Office 365, Google Apps, iCloud in tako naprej. Ta so ponavadi usmerjeni predvsem v potrošnike in nekih storitev, kjer je nivo abstrakcije spet še višji, sploh pa če bi želeli te storitve prilagoditi svojim razmeram. Zdaj pridemo pa do pravzaprav, prej še ena rešitev, delitev, da zmešnjava ne bi bila čisto polna, moramo tukaj noter dodati še delitev glede na način umestitve. Oblaki so lahko, poleg tega, da so lahko tri vrste, ki smo jih želeli, so lahko tudi javni, zasebni ali pa hibridni. Glede na pravzaprav alokacijo sredstev, ki jih uporabljamo v oblaku. Bistven tukaj je hibridni oblak. Ker v svojem okolju imamo neko fizično omejitev, glede tega, koliko lahko pravzaprav sploh natrpamo nekih storitev v datacentru. Zato bomo slej ko prej, če drugače pa neko premostitev, hotel uporabljati tudi neka javna sredstva, ki jih ponuje nek tretji ponudnik. Hibridni oblak tukaj, pa kakršnega koli tipa je IP ali pa S as a service, pravzaprav naj bi presegel osamitev posamezne platforme, javne, zasebne, kakorkoli že. In naj bi presegel meje posameznega ponudnika. Predstavlja pa prav zaradi tega nekih novih izzivov. Tipično so te izzivi treh kategorij. Kot prvo, združevanje sredstev, se pravi agregacije nekih resursov v oblaku, se pravi najbolj to podatki ali pa disk, ali pa abstraktno kot število operacij na sekundo. Vključevanje oziroma integracija, se pravi pripraviti vse te komponente, da sodelujejo med sabo, in pa prilagajanje te rešitve konec koncev našim potrebam, se pravi kastomizacija. Pri vseh teh tehnologijah pravzaprav smo prišli do točke, kjer vsaj jaz, dokler nisem začel razmišljati mogoče z druge smeri, pa iskati rešitve, ki bi imela na to odgovore, človeka pravzaprav rata strah, malo ga stisne, ker si težko predstavljati, koliko enega znanja treba imeti pod streho, da lahko implementiraš to sam. Predvsem te zadnje tri zadeve, se pravi integracija, agregacija, pa konfiguracija vseh teh servisov v enotno rešitev. Na srečo, pravzaprav, ker če bi vsako platformo sam upravljal, je stroškovno in časovno katastrofa. Na srečo pa pravzaprav imamo orodje, ki to že dela za nas. Bistvena stvar tukaj je, da nekako, rekel, pri iskanju tega orodja ne velja imeti fige v žep. Večina ponudnikov, ki sem jaz do zdaj srečal, teh enterprise nivo ponudnikov, nekako rešitvi omejene na lastne produkte. Zato, ker se pač enostavno ne splača ponuditi kaj več. Izjema tle so do zdaj vedno bili samo odprtokodni projekt, se pravi odprtokodne aplikacije. Tukaj je ena, ki je bila sicer ravno zaradi svoje zgodovine, ki je bila sicer v osnovi zasnovana za VMware, pa za vSphere, se imenuje ManageIQ. Pravzaprav prva idejansko presega te meje osamitve posameznega ponudnika oziroma posamezne tehnologije. Red Hat je kupil pred nedolgo nazaj, nekaj leti, in je v svoji evoluciji že prešla pravzaprav en kupljenih inkarnacij. Pred 4 leti so se prvič srečali z njo, je bilo to neko
po domač povedano skupaj skvačkano lovljenje repa z rešitvami, ki jih sicer rep ima in so dobro delujejo, ampak enostavno niso mišljene za integracijo prek meja nekih ponudnikov oziroma nekih proizvajalcev. No, pol pa z prehodom iz tiste platforme ManageIQ smo pravzaprav prišli do točke, kjer rešujemo en par zelo pomembnih konceptov pri upravljanju hibridnega oblaka. To so kot prvo avtomatsko odkrivanje sredstev. Zato, ker enostavno ne moremo se zanašati, da bomo pa zdaj vedno v vsakem trenutku vedeli, kje se karkoli dogaja. Če imamo hipotetičen primer, 2 on-premise virtualizacije v data centru plus 3 ponudnike javnega oblaka, kdo bo spremljal in kdo bo agregiral vse te podatke, ki se pravzaprav non-stop dogajajo tam. Kjer virtualne mašine tečejo v data centru A, B, kjer tečejo na Amazonu, kjer tečejo na Rackspaceu, kjer tečejo kaj zvem kje. Kaj je v njih, koliko uporabnikov, da ne pridemo do bolj zahtevnih problemov, kot so varnost in neki policy enforcement in tako naprej, tem večkem kasneje. Ko orodje zna odkriti sredstva, sprav, zna najti virtualno mašino samo od sebe, ne glede na to, kdo jo ustvari. Mora znati tudi zbrati podatke v tej mašini, ne samo ponudniku, sprav, koliko ima ta ponudnik sredstva, ampak tudi v samih instancah, ki jih ponudnik ponuja, sprav, koliko ima ravno virtualna mašina, koliko tega je zasedenega, koliko časa že teče, koliko je bila ugasnjena v zadnjem tednu in podobno. To omogoča implementirati nek pameten monitoring, sprav nadzor nad tem, kaj se pravzaprav dogaja, ki je predpogoj za to, da lahko upravljamo s svojimi sredstvi v smislu nekega obravnavanja obremenitev. Da vemo, kdaj nam bo počas zmanjkalo prostora na diskovi v vlastnem data centru, koliko nas stane, da ta prostor, ta trenutek razširimo in koliko časa si lahko privoščimo najeti nek javni prostor nekega ponudnika v oblaku, da premostimo recimo dobavne roke ali pa špekuliramo s cenami in strojne opreme, kako nekako uravnamo ceno delovanja naših storitev. Zato je seveda tudi potrebno imeti zelo dobra poročila in preglede, se pravi imeti trending implementiran, da vidimo, kakšen je prirastek uporabe sredstev in pa pregled nad razpoložljivimi kapacitetami. Potem provisioning, sprav po domače povedano inštalacije in dvigovanje novih virtualnih mašin, kjer pravzaprav mora biti vse eno, kje to naredimo. Če nekomu paše in se bolj domače počuti na konzoli od Enterprise Virtualization Managerja, naj to naredi tam. Če mu paše, ker dela večinoma s cloud management softwarom, pa naj naredi to tam. No in jasno namestitve, ponavadi v data centru tradicionalno delamo iz ISO imidžev ali pa iz Pixie-boot parametrov, medtem ko v cloud okoljih jih ponavadi delamo iz templateov. In to zelo na tem provision način, ker če kaj ne dela, pač ubijemo in vržemo smeti in štartamo znova. Kar je spet zelo pomembno, mora to orodje dobro poznati razliko med življenjskim ciklom v enem okolju in v drugem. In pri resursih, ki jih alociramo recimo začasno, kot na primer sezonski delavci ali pa, kaj bi rekel, neki posebni dogodki, kaj se domoletna sezona, ko bomo rabili večje kapacitete za naše spletne strežnike in podatkovne zbirke. Prepustnost mora biti večja, pač enostavno te obdobje. Razbremeniti svoj kader nekih vrhunskih brezveznih opravil, ki se jih ponovadi pozabi ali pa namerno spregledati, kot na primer 1. januarja, koncu novoletne sezone, da
bomo gasno CT-serverje. Kdo bo to naredil, kdo se to spomni? Zdaj te je mačka prebolet, to so pa že tako nove stvari začeti. Tako da je to spomenilo, da to orodje zna upravljati z življenjskim ciklom samo, da zna avtomatsko starati neka sredstva, ki se uporabi in da pravzaprav od provisioninga do retirementa neke instance imamo kontrolo. Še lepo pridemo do service level agreementov, ki pravzaprav ne samo nam, našim strankam, našim partnerjem nekako zagotavljajo razpoložljivost storitev, oziroma garantirano, minimalno garantirano razpoložljivost storitev, z vsemi prej omenjenimi mehanizmi. In na koncu fajn je, če znamo vse to tudi sešteti skupaj, v katerem trenutku vemo, koliko nas posamezna stvar košta. Ajcnej, da zaženemo en web server na Amazonu, ajcnej, da ga ukleti, ker pač to vse za sabo potegne neke stroške. Tudi interno, se ne gre pravzaprav samo za zaračunavanje daje sredstvo nekim strankam, ampak tudi zato, da vemo, a se nam splača pravzaprav sploh še podaljšati licenco za nek software, ki ga uporabljamo v data centru, če je pa pravzaprav storage na Amazonu zdaj skozi zaston. Na koncu, čist na koncu, pa še, najmanj pomembna stvar, oblak kot nek pristop k reševanju problemov bo zrel za resna okolja, kot so na primer z državno regulativo omejena okolja, na primer banke, finančne ustanove, zdravstvene ustanove in tako naprej, bo primeren šele, ko bomo zmogli zagotoviti nek security policy, pa res striktni policy enforcement, za kar moramo imeti zelo dober pregled na tem, kaj se dogaja, kdaj se zgodi, a se to sme zgoditi in kaj narediti, če ne. Zdaj sem pravzaprav navedel en kup stvari, na kjer želimo odgovarjati. To sem malo namignil, da ga imamo. Tako da tista tipka, modra oblak, isto skozi bolj zgleda, ker tole začnemo razmišljati o tem, kaj vse je za narediti. Ampak na srečo imamo CloudForms, ki je pravzaprav enotno orodje za upravljanje in vse ostalo. Osnovna komponenta tukaj je Management Engine, CloudForms Management Engine, ki je kaj? Pravzaprav je en navidezni strežnik, ki je na voljo v različnih formatih, na primer Open Virtualization Appliance ali za naša data center okolja, oziroma pač enostavno kot disk image, če ga moramo obesati nekam v cloud. Tipično, recimo z vSphere in RHEL virtualizacijo uporabljamo OVA format za deployment, medtem ko na OpenStacku pa EC2 deployamo Cloud Image. Postaviti ga je torej zelo enostavno, uploadamo, štartamo. 15 minut maksimalno prednji skonfiguriran in zelo enostavno ga je organizirati v neko celoto. Zdaj, kako to delujem, zelo na hitro probo razložiti. Dva pomembna pojma sta tle, regija pa zona. Če imamo osamljena okolja, ki ne smejo biti druga med sabo, zaradi kakšnikoli upravljalskih ali političnih ali kakšnih drugih omejitev, lahko več teh CFME naprav ločimo na regije. Te regije se med sabo ne vidijo, vedno imamo pa vidovni pregled nad vsemi skupaj z nekega centralnega nivoja, kjer sicer sprememb ne moramo delati, ker so te pod avtonomijo posamezne regije, lahko pa delamo zelo dobre reporte nad celotno zbirko podatkov. Zone se pa uporabljajo čisto zaradi optimizacije, ker CFME pravzaprav upravlja vse tiste funkcije, ki sem jih prej naštel, je to zelo veliko dela. Tudi geografsko mogoče ni najbolj praktično pošiljati podatkov prek 30, 40, 50 kilometrskih linkov
mogoče fajn, če imamo eno zono v enem datacentru, pa drugo zono v drugem, pa kljub vsemu lahko z ene centralne lokacije upravljamo z obema. Ali pa obrežna topologija, ne. Ni praktično pošiljati preobremenitev routerjev, če lahko to znotraj enega lana delamo, pa pod agregiramo in zbirke. Zbirka se omenja, ja, ena zbirka mora biti, zaenkrat je to Postgres, ker je edina zbirka, ki je tako in hkrati odgovarja vsem potrebam, sprav od replikacije do visoke razpoložljivosti in tako naprej. Ta je lahko embeddena, sprav je že v appliancu, ali pa je postavljeno ločeno, če nam je to pomembno, oziroma če imamo dobre razloge za to. Regija ima vsaka svoja, medtem ko zone si pa delijo eno zbirko skupaj. Vse, kar se dogaja v tej zoni, je vidno vsem serverjem, CFME, appliancem. Ti serverji pa imajo vsak svojo določeno vlogo. Vloge zdaj ne bi, ker nam bo čist premalo časa imel, bi pa mogoče se dotakniti tega, kako se skupaj deluje. Pravzaprav v appliancu definiramo tako imenovanega ponudnika. Ta ponudnik je lahko dveh vrst. Infrastrukturi, prav, ki govorimo o data center, virtualizacijo, vSphere, Rahel seveda, pa trenutno Microsoft no, te trije ponudniki so ta trenutek odprti v produkciji. Druga vrsta ponudnika je pa cloud provider, ne, ki je pa pravzaprav oblačni ponudnik, to se pravi, tudi govorimo recimo o Amazonu, OpenStacku in podobnih rešitvah. Zdaj, ko tega ponudnika definiramo, dobimo takoj eno stvar, dvojno upravljanje. Lahko vsa sredstva lahko upravljamo iz CloudFormsa ali iz native orodja, se pravi Rahel Manager, OpenStack, Kit, ne, Horizon konzola, ukazno vrstico na Keystone serverju. Zakaj? Ker CFME, Management Engine, pravzaprav zna vzpostaviti komunikacijo, dialog z vsemi znanimi ponudniki v njihovem jeziku. Se pravi, v tem smislu je nek poliglot, ki zna naše želje prevesti v jezik sredstva, ki ga z njim upravljamo. Še ena zelo pomembna stvar, avtomatsko analizo stanja dela, zato je sploh možno dvojno upravljanje. Če bomo mi novo virtualno mašino naredili v Rahel Managerju, bo to CloudForms ne sicer tisti trenutek, ampak mogoče 10 sekund kasneje zaznal. Ker ima vsak appliance, zato je tudi potrebno, tega nisem omenil, da sem naperal na to, CFME appliance pravzaprav mora biti detovan vsakega od ponudnikov, ki jih želimo uporabljati. Sprav imamo Rahel, en appliance tam not, imamo dve inštalacije OpenStacka, vsako eno instanco, kjer lapa Management Engine. To je pomembno zato, da lahko CFME pravzaprav sploh dela avtomatsko analizo stanja. On ima dostop do Management Engine-a, ker pravzaprav laupa v tem okolju. Lahko od njega dobi podatke o tem, kaj se dogaja. Recimo v OpenStacku, ne vem, koliko ste govorili o tehnologijah, je ena pomembnejših tehnologij MQP, sprav Message Queue. Kaj naredi Configuration Management Engine? Pravzaprav preklop se na Message Queue pa gleda, kaj se pretaka čez. In takoj ve, da se je nekaj zgodilo. Na osnovi tega lahko pravzaprav, ker vemo, kakšno je stanje, ne samo na hostih oziroma na compute nodih, ampak tudi v virtualnih mašinah, kjer imamo vanjo pogled zaradi imenovanega Smart State Analysis modula, ki vzpostavlja komunikacijo z storage delom ponudnika, naredi snapshot disk imidža in ga pravzaprav pregleda in natančno ugotovi, koliko uporabnikov je definiranih v virtualni mašini, kaj za en software je nameščen vanjo, pa potem prek drugih kanalov tudi ugotovi, koliko procesov recimo teče v njej in tako dalje. No in zaradi te avtomatske analize stanja lahko potem dela policy enforcement, dveh vrst, compliance pa control policy,
Compliance policy je pravzaprav preverjanje stanja nekega sredstva. Se pravi, če ima virtualna mašina več kot 2 uri manj kot 15% prostega pomnilnika, avtomatsko zažene še eno. Oziroma control policy, ki je pravzaprav reakcija na nek dogodek. Naprimer, če se je ta teden že 2krat naredil, da je strežnik padel po tleh, prosim, naredi en nov strežnik nekje drugje, ker pač očitno tukaj imamo ene probleme. Poročila na osnovi teh dogodkov in te analize stanja. Dogodke in opozorila, ki jih lahko definiramo sami, prav lahko definiramo lastne dogodke in potem opozorila na osnovi teh dogodkov. Avtomatizacijo, ki pravzaprav spremeni, tle se začne pa šele zafajanje zgodbe. Z avtomatizacijo lahko spišemo recepte, ki se potem uporabijo pri, oziroma po namestitvi neke instance oziroma virtualne mašine. Se pravi, rečemo, ok, da imam Windows template, da imam narediti virtualno mašino iz tega in ko bo narejena, avtomatsko naredi ta security policy, tem ti userji naredi to aplikacijo inštalirati, da je to vse iz management engine. In končno pravzaprav na podlagi vseh teh sredstev lahko naredimo katalog storitev, ker znamo provizionirati instance oziroma virtualne mašine, imamo pogledovanje, vemo, kaj se v njih dogaja, koliko sredstev je zasedenih, kakšne so kapacitete v posameznih ponudnikih, kje nas pravzaprav več stane prostor na disku ali pa kje nas več stane pomnilnik in lahko s katalogom storitev definiramo celo multi-tile provisioning recept. Se pravi, rečemo, ok, jaz bom pa zdaj, recimo to je primer LAMP server postavil, ampak kjer je pa meni hitra mreža, pa prisem, bom rekel Apache. Kjer je prostor na Amazonu skoraj zaston, bom tja postavil bazo. Zdaj pa, kjer pa procesor, pravzaprav niti tle ni nekaj poceni, bom pa uporabil kar tam 6 starih mašin, pa gor OpenStack dal, pa sem v bistvu senič, kakšna crkvi, ker imam še 5 ostalih, pa bom tam imel PHP. To vse skupaj lahko zapakiramo v katalog storitev, ki jih CloudForms potem zna ne samo ustvariti, ampak tudi spremljati njihovo delovanje, če rabimo to za en teden, ko pač en teden skupaj gasemo. Če se kakor sodljivega začne dogajati, lahko na to reagiramo in smo obveščeni in tako dalje. Zdaj, prej gremo na vprašanja, mogoče samo minuto, še en podatek. Ena inštalacija CloudFormsa je tamle pod mizo. Tako da, če koga zanima, bi se lahko igral. Jaz sem upal, da imel čas še za demo tle, ampak da ga ni bilo. Dobrodošli, tam je laptop, ki je kar na delo. Tudi po kosilu je čas za demo, če boste želeli pripazati. Super, sprav tudi po kosilu. Super, ali so kakšne vprašanje za Grega? Evo, Pira. Običajno je pri upravljanju drugih zadev tipično potrebno drugih zadev imeti neke njihove management serverje. Je tle to isto velja? Se pravi, od Microsofta, od Firmware? Ja, tako je. Infrastrukturne ponudnike pravzaprav razumemo kot enterprise virtualizacijo, se pravi cel paket. Zdaj pri Cloudu je malo drugačna stvar, sploh pri OpenStacku, ki je blazno modularno. Da imamo lahko tako malo kot sam Nova Compute, pa Glance, pa je to, pa Keystone, pa do, ne vem, zraven še Horizon, pa Heat, pa Cinder, pa da ne naštevam dalje. Zdaj, v tem trenutku je tako, da do neke točke v storitvah, ki jih recimo Cloud Provider ponuja, konkretno OpenStack, Horizon znamo uporabljati in se integrirati, tudi silometer, recimo za metriko in za monitoring lahko uporabljamo, da bi pa Heat uporabljali za katalog storitev, tle pa še nismo, ampak se pa zelo dela na tem. Se pravi, CloudForms gre v smeri, kjer se prilagodi rešitvi, s katero dela. Če je nek mehanizem, ga uporabi, če ga zna, če ga ni, pol so pa pač neki minimumi, ampak to ni neki grobe.
Še kdo? No, potem lep aplavz za Grega. Gospod Potočnik, povabljen na oder. Ne vem, ampak ko sem slišal, če bom govoril, drugače jaz to registrično spredavanje. 25 let, da se sliši? Ja, ne, več to govora. Se sliši od zad? No, poprav. Dobro, No, super. Gospod Potočnik je ultimate prezentacija. To je bilo super, je hiter letel. Ste skoraj zmagali, kosilo že diši. Luč je na konec pregor, ampak zadnji, mogoče najboljše, ne vem, ampak lep aplavz za gospod Jernej Potočnik. Lep pozdrav vsem skupaj, slišal moj ime Jernej Potočnik, sem pa kolega in sem kolega, sem ostali kolega, ne pa sem pa Mitrige, moja stranka, in skupaj delamo na sistemih kakovosti, to se pravi, eni so ISO 9001 in pa ISO 27000, so pravi varovanje informacij. To smo do zdaj se pogovarjali o upravljih, zdaj bomo pa govorili o megli. S tem, da sem se z ISO bavili, kdo od vas ISO 9001, 27000? Imate izkušnje? Kaj? Ne? Ja, nekaj. Pa je, to pravijo vsaj, no, da je to zdaj megla, zato prav gremo z oblakova. Dobro, ni to tako čisto, ampak kakorkoli. Poglejte, kaj je zdaj namen predvsem tega predavanja? Predstaviti primer projekta vzpostavitve sistema upravljanja varovanja informacij v Triggeru kot moji partnerji, prijatelji in pa stranki. Predvsem bi potem tudi upozoril na probleme, ki smo jih na to pri tem naleteli, in pa kakve so te rešitve in pa predvsem kako smo se olajšali delo. In verjamem, da se boste slej ko prej srečali z temi zahtevami glede vzpostavitve sistema. Namreč tukaj se pogovarjamo veliko o varovanju in tako naprej, da je to predvsem, kar se tiče procesa, tehnike in tako naprej. Ta sistem pa seveda vse skupaj razširi na razne politike, varovanja in tako naprej. Kaj je bilo v bistvu cele zadeve? Vemo, da so informacije imajo vedno večjo vrednost in ne bi zaprečeno razlagal, kaj je tu pomembno in kaj ne. Vendar, kaj se dogaja? Še tako dobro infrastrukturo, tehniko, software, ki varuje in tako naprej imamo lahko, vendar kaj se dogaja? Vse je to krasno, ampak kje vidijo informacije pri ljudeh, ki to vsi poznamo. No in zdaj pa to tisti del, ki pa pridejo potem pa sisteme. Vse bo jaz moram spostaviti sistem, definirati politike, to uvesti v podjetju in pa seveda potem to vzdrževati, ne samo to, tudi, rečemo temu, motivirati vse upletene v to delo, prosvetljevati, osveščati in tako naprej. To se pravi, kot sem že povedal, kolegi od Triggera je ugotovilo, da seveda rešitve so obstale, tudi tehnične, vendar sama ta zadeva je premalo. To se pravi, treba širše in seveda zadevo postaviti sistemi ne nazadnje tudi certificirati. Končni fazi so pa tudi pričakovane stran, tisti, ki se pogovarjate, da večkrat vprašajo, ali imate sistem, kakšne so politike in tako naprej. Dobro, to je to. In kakšen je bil ta cilj? Seveda, da prvič
vzpostavimo sistem, da imamo nekaj od tega in drugič, da imamo papir, to se pravi, da certifikat dobimo, s katerim nekako neka inštitucija potrjuje, da se te zahteve izpolnjujemo. Tukaj imamo neki vogaj, ki sem čisto, kako se zapomnil. Ni bil dobro. Da je bilo boljše. Ok. Dobro. Zdaj, v različnih modelov, ki se teh sistemov je mnogo, ne bom razlagal in tako naprej vseh možnih variant, ampak seveda zadnji in najbolj aktualen ta sistem, ki je tukaj prisoten, tudi v Evropi se nasplošno na svetu, je ta mednarodni standard ISO 27000, verjetno, pričakujem ste z tem že slišali, to je standard dejansko, ki podaja zdaj zahteve za ta sistem, za vse te procese, ki so vpleteni in za vse vire, ki so vpleteni v ta naš sistem, rečemo temu, poslovanja. Zdaj mogoče tukaj čisto kratka struktura, ne bom vam zdaj tega razlagal, a v te folije bojo objavljene nekje, tako da se to vam vidite takole. Okay? V glavnem, podaja kar veliko nekih zahtev, zadeva je dosti kompleksna. Mogoče povem, kdo od vas ima pri vas certifikat ISO 9001? Ima kdo v firmi, ki ste? Imate še kdo? Samo en? 4, 5, mogoče še kdo? Ok. A to vam povem, zakaj je 9001 pa 27000 pa tudi imate mogoče? Nimamo še. Imate? Nimamo še. Ampak gledate, zakaj je ta 27000 mogoče kot štost? Zelo pravi, da je trikrat bolj zahteven kot 9001, toliko vam povem kot dobava. Ni? Dobro. Glejte, sama zadeva podaja zahteve, če tako pogledamo, v bistvu praktično tukaj ni neke tehnike, o kateri ste se ves čas pogovarjali. Kje govori? O vodenju, o procesih, o načrtovanju, o virih, kompetentnosti, o zaveščenosti osebja in tako naprej, zaposleni, sodelovanju z dobavitelji in tako naprej. Tako da relativno malo je tega, o čem ste se zdaj pogovarjali. In drugo, kar je pomembno, ne bo rekel, da to ni pomembno, seveda je ful pomembno, vendar standard da poudariti na neke druge zadeve, ta standard konkretno, ampak drugo, kar je pomembno, je, da podaja zahteve, da je treba ocenjevati oziroma upravljati s tveganji in seveda potegniti za sabo tudi ustrezne ukrepe, poleg še tistih klasičnih, ki imamo zahteve glede tega stalnega nenehnega izboljševanja. Sam to sem hotel povedati, da zdaj ta del, da ste se pogovarjali, vse tiste sekurite in tako naprej, je v bistvu tukaj noter nekako skrit in zadevo razširi na vse ostale komponente, ki niso tehnične. To se pravi, čisto kratko, to ste verjetno tudi že slišali, ta Demingov krog, to je ta krog plan, do, check, act. To se pravi, standard zahteva od nas, da vzpostavimo nek sistem nenehnega izboljševanja, to se pravi plan, do, poudarki na check, na preverjanju in pa na ukrepanju. Vse to delamo, vse to se dogaja, vendar ni nujno, da vsi to delamo, ni nujno, da to delamo sistematično, lahko tudi kaj prešvitljamo in tako naprej, no zahteva je, da se tudi tega zadeve sistematično lotimo. No, na 3G-u, se pravi, jaz nisem poznam toliko več kot 10 let, skupaj delamo, smo že pred leti začeli s tem ISO 9001, ki je v bistvu nek generalni standard za vse te sisteme upravljanja, vključno z standardom 27000. In dejansko, ko smo se zdaj lotili pa tega sistema upravljanja varovanih informacij, smo se ugotovili, ko gledaš te zahteve, da imamo veliko večino teh zahtev že vzpostavljenih. Namreč, princip je isti. Zahteve so glede vzpostavitve sistema, glede vodenja, glede obravnavanja človeških virov, glede nadzora in tako naprej. To se pravi, zelo veliko, da jih ne bomo našteval, zahtev iz tega standarda 27000 smo že itak imeli, kar je bil
so v končni fazi, se smo te rešitve, ki smo jih imeli, lahko uporabili. No, kaj je zdaj pa presumijo pri tem sistemu upravljanja informacij pomembno, ne? Da bi treba dokazati, kako si ti vzpostavil ta sistem, kako si ga ti gor postavil. Namreč, standard podaja neke zahteve, ne? Da je sistema plus imaš še cel kup nekih kontrol, poimenovanih kontrols, nekih konkretnih rešitev, ki jih je treba noter uperati. Ne? In tam noter bi videli, to je 27.2, tudi vse te stvari, ne, v enem delu, o katerih ste se danes pogovarjali. To se pravi, to je pa pomembno, da smo že imeli, da se zadeve ponavljajo, ne? In pa seveda, imeli smo pa tudi že rešitve, ne? Trigeni, tehnično in tako naprej. To se pravi, se ni bilo treba ukvarjati z uvajanjem teh rešitev, kako bi se morali neke drugi firmi, ne? Če bi hodil s polnim sistem, bi moral tudi uvajati tehnične zadeve, ker to se pač tukaj že bilo uvedeno. Zdaj pa, kaj je tukaj najbolj pomembno? Tudi, kar se najbolj presoja, da rečemo o teh presojah, če želite certifikat, je izvedba ocene tveganja. Namreč, če pogledate, pa to, če gledate to malo po internetu, če čitate, to je najbolj obsežnih zadev. Tu smo ocenili in dejansko to, da predstavlja tudi 50% vsega vloženega truda, sama ta izvedba te ocene tveganja. To se pravi, vse tiste faze, ki so potrebne, ki bom pač vse povedal, ne? Ampak cilj nam je seveda s tem sistemom, ne, da zagotovimo to zaupnost, celovitost in pa razpoložljivost, to so ti klasične te tri elementi, in pa da ta tveganja zmanjšamo. No, tukaj je za definicija teh zaupnosti, tega ne bom razlagal. Ampak ideja je predvsem tem, ne, da ta tveganja, oziroma to možnost, da neka grožnja na nekem sredstvo, ne, pač posluči neko posledico, karkoli pa če, neko škodo, izgubo, karkoli pa če. Ok. In zdaj, zakaj imamo to oceno tveganja? Ne? Ja, prvo je že zaradi standarda, da podpre ta sistem. Ne? Ampak to ni tisto glavno. Ne? Potem lahko so to neke zahteve regulative, neke pogodbene zahteve. Ne? Imate kakšne zahteve, že strank, ko pridejo dobro, vi boste postavili, bom, kaj že ne vem, cloud, bom šel svojo storitvijo, a imate vi že to tveganja zaračunana, kakšna so tveganja, kakšni so bili ukrepi, da bi ta tveganja zdaj pa razmanjšali. Ne vem, če kot ponudnikom, ne? To bi bilo recimo eno tako vprašanje, ki bi ga jaz postavil, ampak sem prešlo, premali za take stvari. Ne? To se pravi, to je lahko ena zadeva. Potem dokazuje neko skladnost, ne, s temi zahtevami, ki jih postavlja regulativa, standardi, kakorkoli. Pomembno je tudi za pripravo načrta neprekinjenega poslovanja. To se pravi, da to neprekinjeno poslovanje je lahko posledica te ocene tveganja, namreč ocena tveganja mi da tiste ključne elemente, katerih sem jaz lotil in zvedi s tem tudi potem izvedel ta načrt PCP, konkretno po domavu. Potem možno tudi kot za načrte za odzive na incidente, kako bomo ukrepali in tako naprej. In pa seveda za opis glede informacijske varnosti. Namreč jaz lahko podam ven katalog možnih teh groženj in countermeasures pravi noter, da se do kontraukrepov, da to seveda zmanjšam oziroma prepreči. No in te faze so, čisto na kratko, ne bo treba zbrati metodologija, več o tej govori nek standard 27005, ki zelo podrobno to opisuje, kako se naj tega sistema lotimo. Potem pač izbor ustrezne metodologije, potem zdravo pač izdela se popis sredstev, ki so virtualna, za nas, karkoli pa če, oziroma tudi za nas, za varovanje informacij, na temu rekel, ne, to se pravi, so to tako imani aseti, kar je lahko karkoli, ovrednotimo ta sredstva, koliko je to nepomembno to sredstvo, izguba ali škoda na tem sredstvu, določimo neke grožnje na ta sredstva, to se pravi, če imamo zdaj sredstvo za neki data center, recimo, če bi bil se
kakšno je ta za mene, za moje poslovanje, oziroma zagotavljanje moje storitev, je to ful, zelo vredno, velika vrednost, ne, in določim grožnje za ta data cen. Kaj se lahko zgodi? Ne? To, sesuje se, motorno odpade, ne, in tako naprej. Ne. Bi sabotirali to zadevo. Naslednja faza je, da ta ocenjen vpliv posameznih groženj na sredstvo, kakšna je verjetnost, ne, teh groženj in pa kakšna je radljivost, ne, tudi imate svoje kvalitativne, kvantitativne pristope in tako naprej. Potem določimo način obravnave tveganj, izberemo ustrezne kontrol, govori o tem, o ukrepih za zmanjševanje, potem je treba še pripraviti neki spis, ne, in izdelati načrt obravnave tveganj, to se pravi, koga ti verjetno poznate, ne, kako zadevo zmanjšati. No, zelo velike aktivnosti, zdaj ste relačni, vidim, da stopim do šel naprej. To se pravi, veliko aktivnosti, veliko podatkov, veliko teh kombinacij, namreč neko sredstvo ima lahko več groženj, ne. In potem imamo lahko za te kombinacije sredstvo groženj različne lahko, oziroma več ukrepov, ki se dopolnjujejo. To naenkrat stane kar neka masa nekih, tisti, ki so mogoče to že delali, s kakimi Exceli ste videli, da pol že to prav hudno postane. Ne? In potem smo se odločili, da zadevo pač podpremo in smo razvili neko programsko orodje, ki pač to zalaufa v nekaj strankah, tudi drugače. Ne? In zelo olajša celo zadevo, postane pregledno, predvsem pa dobiš v bistvu res tisti, rečemo temu, nek rezultat, ne, da se res lotiš najbolj pomembnih zadev, predvsem pa tudi to, da ti dobiš vsa tista poročila zgenerirala, ki ti potrebuješ, tako za sebe, vodstvo odloča, tako tudi na koncu faze za samo certificiranje. Zdaj takole, jaz bi to šel na skozi, glavnem v bistvu je to, ko sem že prej povedal. Imamo neka sredstva, ta sredstva ne bomo, zdaj mislim, da nima smisla, ker imamo zdaj čas, da gre za tudi detalje, a bi to možno, da se to tam nemo posilo. Pa pokažem, reši to v živo, ampak kakorkoli, tiste faze, ki sem jih jaz prej povedal, mi ta enostavno zvozi skozi, to so pa cel proces, po celem tveganja, krati imaš pa ti nabore od zadnjih, vseh možnih, tisti, ki se seveda definirajo šifranti, groženj, kombinacij in tako naprej, vplivov in tako dalje, nabore kontrol, rešitev in tako naprej, tako da dejansko, ko se to zadeva spelje, imate vse komplet za recimo uvedbo nekih ukrepov in pa seveda tudi potem za izvedbo, mislim za samo izvedbo, če se odloči za to pridobitev certifikata. Tako da zaključek nakratko. Predstavil sem posilo in tako naprej potek projekta, mislim nakratko, koliko je bilo treba delati, nekaj ocene tveganja, smiselno je to podpreti. Vse so rešitve, tega je polno, ne? Ampak ene so, ne, ki pač so zelo delno so uporabne, druge, ki smo jih pogledali, so pa zelo drage zadeve. To se pravi, na enostaven način smo prišli do vseh tistih potrebnih dokumentov, ki jih rabimo, in pa seveda to je dobra osnova, te zadeve ni nujno tudi uporabljati samo za varnostne tveganja, to so pravi informacijske varnosti, ampak glede na to, kako te definirajo se te šifrante, elemente noter, lahko za karkoli. Pravno smo delali to za zavarovalnice, že probavali, na letališču za neke ocene tveganj, samo stvar je definirana šifrante. Toliko na kratko, da sem pod zadnji, sem pod največjim verjetno pritiskom, glede tega, kaj nas čaka. Tako da, če so kakšna vprašanja, veseljem navode. Imamo kakšne zadnje dnevne vprašanje? Ne, vse čisto jasno, super ste govorili. Vprašanje imajo, kaj je za jesti.
Ja, sigurno. Kdo ve sistem za kosilo? A je koga? Jaz tudi ne vem, ampak pa je, da bo ni samo bufe, ampak redno kosilo. Potem, da ne pozabimo, za nagradna igra, če niste že, ne morete zmagati, če ne igrate. Potem imamo demo, predstavitve in vprašanje pol, če imate dosti časa, ampak lahko klepetamo vsi skupaj seveda. Po moje, da bojo povedali, kje pa je kosilo, kdaj gremo ven. Hvala, ker ste bili super publika. Upam, da ste se naučili. Jaz sem bolj malo razumel, ampak najbolj pomembno, da vi ste razumeli, potem smo veseli. Hvala lepa še enkrat Trigen. Hvala lepa za naše partnerji FMC, Softergy in CHS. In velik random aplauz, ker ste bili super, trpležni in zdaj ste lačni. Hvala lepa. Čau.